Še noben zamolkel odmev v hiši, nobeno cviljenje in šumenje miši zaopažem, nobena kaplja iz napol zamrzle vodovodne pipe na pustnem dvorišču za njima, noben vzdihljaj med golimi vejami klavrnega topola, nobeno jalovo loputanje vrat v prazni kašči, ne, niti prasketanje ognja, ki je z blažilno dobrodejnostjo leglosti spuhu v srce, mu še nikoli ni tako na stežaj odprlo hudournikov solz. Duh se je dotaknil njegove roke in mu pokazal na njegov mlajši jaz, zatopljen v branje. Tisti trenutek pa je stopil zunaj pod okno, moški v tuji obleki, prečudno stvarni in razločni na pogled. Za pasom mu je tičala sekira, na povodcu pa je prignal osla otovorjenega s kurjavo. Joj, to je vendar Ali Baba, je zamaknjeno zaklical Stispuh. To je vendar dobri, stari, pošteni Ali Baba. Ja, poznam ga. Nekoč, ko je tistile samotni deček za božič ostal čisto sam tukaj, je v resnici prišel in sicer prvič natančno takole. Ubogi pobič. In Valentin, je rekel Stispuh, in njegov divji brat Orson, tamle gresta. In tisti, kako mu je že ime, ki so ga v spanju položili v spodnjih hlačah pred vrata Damaska, ga ne vidite? In kako so geniji sultanovega konjskega hlapca postavili na glavo, tamle stoji na glavi, prav mu je. Jaz sem vesel, kaj pa mu je toliko šlo za to, da bi se poročil s kraljično? Če bi Stispuha zdajle zaslišali njegovi poslovni prijatelji v mestu, kako se z vso resnobo svoje narave ukvarja s takimi rečmi in govori vas iz sebe, zna vso moč nenavadnim glasom, med smehom in jokom, in ga videli z rdelim in razburjenim obrazom, bi bili v resnici presenečeni. Tamle je papagaj, je zaklical Stispuh. Zelen po životu in z rumenim repom, z vrha glave pa mu raste nekakšna solata. Tamle je, ubogi Robin Crusoe, mu je rekel, ko se je vrnil z jadranja okoli otoka. Ubogi Robin Crusoe, kot pa si hodil Robin Crusoe? Možak je mislil, da se mu sanja, pa se mu ni. Bil je papagaj, veš? In tam ne gre petek, na vse kriplje teče proti potočku. Hej, hopla, hej! In potem je z naglim miselnim preskokom, ki je bil zelo tuj njegovi siceršnji naravi, spregovoril s trpkim sočutjem ob svojem nekdanjem jazu. Ubogi fantek! In spet zajokal. Kako bi rad, je zamomljal Stispuh, segal z roko v žep, se ozrl okoli sebe in si z rokavom obrisal oči. Ampak zdaj je že prepozno. Kaj pa je? Je vprašal duh. Nič, je rekel Stispuh. Nič. Snoči je neki fantek pred mojimi vrati zapel sveto noč, blaženo noč. Škoda se mi zdi, da mu nisem nič odrinil. To je vse. Duh se je zamišljeno nasmejal in zamahnil z roko. Če je tako, si pa oglejva še drug sveti večer. Pri teh besedah se je Stispuhov prejšnji jaz razrastel in prostor se je malo pomračil in zanemaril. Opaž se je vskočil, okna so popokala, kosi ometa so se odluščili od stropa in namesto njega so se pokazale gole letve. Ampak kako se je vse to zgodilo? Stispuhu ni bilo nič bolj znano, kakor tebi. Vedel je samo, da je vse popolnoma prav, da se je v resnici vse tako zgodilo, da je tole že spet on, že spet čisto sam, medtem ko so vsi drugi fantje odšli domov za vesele praznike. Zdaj ni bral, temveč ves obupan hodil gor in dol. Stispuh je pogledal duha, žalostno zmajal z glavo in se tesnobno ozrl proti vratom. Ta so se odprla in majhna punčka, veliko mlajša kakor fant, je priskakljala noter in mu ovila roke okoli vratu, ga posula s poljubi in mu pri tem ponavljala. Dragi, dragi brat! Prišla sem pote, da te odpeljem domov, dragi brat, je rekla punčka, zaploskala z drobnimi rokami in se pripogibala od smeha. Da te odpeljem domov, domov, domov! Domov, mala fan?
je ponovil deček. Ja, je rekla punčka, sijoča od veselja. Domov, dokončno in za zmeraj. Domov, za vse večne čase. Očka je zdaj tako ljubeznil, kakor ni bil še nikoli, da je doma, kakor v nebesih. Kako prijazno se je pogovarjal z mano tisti ljubi večer, ko sem se spravljala spat, da se ga nisem nič bala še enkrat vprašati, ali ti lahko prideš domov. In rekel je, da lahko, da smeš in me skočijo poslal pote, da te pripeljem domov. In ti si med tem postal že cel moški, je rekla punčka in odprla oči. In tebi ne bo treba nikoli več nazaj sem. Ampak najprej bova vse božične praznike skupaj in si privoščila najveselejše dni pod soncem. Saj si že cela ženska, mala fen, je zaklical deček. Zaploskala je, se zasmejala in se poskusila dotakniti njegove glave. Ker pa je bila premajhna, se je znova zasmejala, stopila na prste in ga objela. Potem ga je začela v otroški nepočakanosti vleči proti vratom in sam je sledil, ne da bi se ji količkaj upiral. V veži je zavpil grozen glas. Prinesite dol kovček mladega gospoda Stispuha. V vežo pa je stopil sam učitelj, se z grozno vljudnostjo zastrmel v mladega Stispuha in ga spravil v nemogočo duševno stisko, ker mu je segel v roko. Potem je njega in sestro odpeljal v sobo, v najlepši stari brlog, v šklepetajočo mrzlo salonsko sprejemnico, kar jih je kdaj videl, tam pa so bili na steni obešeni zemljevidi in v oknih nebesni in zemeljski globusi povoščeni od mraza. Tu je privlekel na plan kristalno steklenico nenavadno lahkega vina in kolobar nenavadno težke potice in postregel z rezinami tega posladka mladima. Obenem je poslal mršavega služabnika, naj postreže s kozarcem česa postiljonu, ta pa se je oglasil in se gospodu zahvalil, ampak če gre za isto veho, kakor jo je pokusil prej, ostane rajši brez. Medtem so kovček mladega Stispuha naložili na lahko kočijo, otroka sta se prav rada poslovila od učitelja in zlezla v kočijo in se dobre volje odpeljala po vrtni poti. Urna kolesa so posnemala srež in sneg s temnega listja, kakor peno zimzelena. Zmeraj je bila tako nežno bitje, da bi jo vsaka sapica lahko vzela, je rekel duh, vendar je imela dobro srce. Tako je zaklical Stispuh. Imaš prav. Ne mislim ugovarjati duh, Bog ne daj. Umrla je kot zrela ženska, je rekel duh, in če se ne motim, je imela otroke. Enega, je odgovoril Stispuh. Res je rekel duh, vašega ne čaka. Stispuha je nekako stisnilo pri srcu, potem je na kratko odgovoril. Ja, čeprav sta šele ta trenutek